Danes bomo govorili o kraticah. Za začetek Toyotin BZ4X, pa Mercedes EQA, pa dva Volkswagena, T-Roc in Multivan. Dacia Jogger, v Kranju pa preklopimo na elektriko. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Tudi v tej oddaji ostajamo pri deljeni mobilnosti, se pravi pri optimizaciji rabe avtomobila, ko en avto uporablja čim več različnih uporabnikov. Nazadnje smo to obliko spoznavali v zelo zanimivem turističnem okolju v Tolminu. In tokrat gremo v Kranj, kjer so se odločili svojo občinsko floto, kamor sodijo vozila tako za patronažno sestro, knjižnico, glasbeno šolo, zelo optimizirati. In v kranjskem občinskem voznem parku je kar 130 avtomobilov. Za tem konceptom, ko bo več ljudi uporabljalo en avto, pa bodo njihovo število zmanjšali vsaj za tretjino. Ampak zdaj pa je vprašanje tukaj za vas. Ali uganete, koliko kilometrov na leto za 130 avtomobili prevozijo v Kranju? 1 700 000 kilometrov. In želijo si ob vseh teh prevoženih kilometrih zmanjšati število avtomobilov in zmanjšati ogljični odtis. Luka je preverjal, kako jim uspeva. Električni pogon je v avtomobilih najbolj učinkovit ravno v mestih. Zakonitosti delovanja električnega pogona namreč narekujejo, da so lahko njegove prednosti najbolj izrazite prav tukaj. In za nameček električna vozila prinašajo tudi ugodnosti za samo življenje v mestih. Najprej tu odsotnost lokalnega onesnaževanja, poleg tega pa proizvajajo tudi manj hrupa. Tisti zadnji, najbolj odločen korak pa je brezemisijsko mestno središče, oziroma, kot kažejo trendi, mestno središče, v katerega je vstop dovoljen le električnim avtomobilom. Ampak to ne predstavlja le odločitve odgovornih iz danes na jutri, ampak je proces vpeljave precej bolj zapleten. No, pa začnimo v Kranju. Občina, konec koncev pa tudi zaposleni na občini. Tudi jaz, moja žena, oba dva imava samo električen avto in seveda z izkušnjami, ki jih imamo, predvsem na dolgih poteh, dejansko lahko vse te izkušnje, slabe izkušnje prenašamo tukaj na občino. Prvi sklop, ki ga delamo, je, da vsa vozila na mestni občini Kranj, tudi vse zavode, torej osnovne šole, vrtce in pa dom za upokojence, da vsa vozila na klasičen pogon zamenjamo z električnimi avtomobili. To je en steber, drugi steber je seveda, da ima vsak tak avto svojo domicilno polnilnico, da naredimo tudi javne polnilnice in pa tretji sklop je seveda lastna energija, proizvodnja lastne energije, predvsem sončne energije. In to je vzgled. Prvi vzgled torej pokaže mama občina. V Kranju so tako za začetek želeli optimizirati vozni park in vožnje svojih ustanov. Ampak to ne pomeni le menjave bencinskih in dizelskih avtomobilov za električne. To ne pomeni, da le menjamo vozila ena za ena, ampak ena za ena menjamo fosilne kilometre z električnimi. No, poglejmo, kako to gre. Skupen imenovalec obstoječega voznega parka je bil, da je velika večina vozil upravljala relativno malo kilometrov letno. In tukaj se je pokazal ta potencial, da mi lahko sedaj z rezervacijskim sistemom, pač z neko organizacijo naročila vozila, z manj vozili upravimo enako ali celo večje število prevozov. Po besedah odgovornih je bil največji izziv analizirati mobilnostne potrebe vključenih ustanov. Izstopajo predvsem zelo specifične potrebe tistih, ki potrebujejo več prostora. In tu najbolj zanimivo rešitev predstavljajo Citroenovi električni kombiji. Gre za model Citroen e-Jumpy, ki je na voljo v različnih velikostnih izvedbah in temu je namenjena naloga, ki je za vozila z električnim pogonom pravzaprav najbolj zahtevna. Največ jih uporabljajo osnovne šole, vrtci in glasbena šola. Zaradi široke uporabnosti pa jih seveda uporabljajo tudi ostale ustanove. Recimo ravno to večnamensko vozilo za nami je tisto, ki ga lahko vsak uporabnik posebej naroči in ga dobi, ko ga potrebuje. Da bi zagotovili dolgoročen uspeh, morajo sončne elektrarne proizvesti vso energijo, ki jo ta vozila porabijo. No in v Kranju za vsako električno vozilo v sistem dodajo še eno električno polnilnico. No seveda pravijo, da se bo to razmerje v prihodnje še optimiziralo.
1 670 000 s 130 vozili. Se pravi, za te prevožene kilometre imamo sedaj inštalirane, se pravi, že postavljene 3 elektrarne s skupno močjo 240 kW. In to je inštalirana moč, ki je zadostna za pokrivanje vseh energetskih potreb tega voznega parka. Do zdaj so v Kranju zamenjali že več kot 40 vozil. Vozni park pa je v resnici zelo raznolik. Največ je manjših električnih vozil, ki jih je tudi najlažje zamenjati. Pravi izzivi pa se pokažejo pri večjih vozilih oziroma kombijih. Ponudba potniških in tovornih vozil z električnim pogonom je danes še precej siromašna. Zato smo z velikim zanimanjem preverili, kako učinkovito lahko e-Jumpy zagotovi prevoz za otrok in druge prevoze, ki so običajno naloga takšnih vozil. Pred kranjsko glasbeno šolo smo tako v tovorni prostor naložili tudi velika glasbila. Ja, recimo glasbena šola je bila ena od teh izjem, ker pač potrebujejo relativno večji tovorni prostor za prevoz inštrumentov na koncerte. Oni imajo edini večje tovorno vozilo, tako da res poskušamo v bistvu doseči to, da so uporabniki v končni fazi zadovoljni in da jih ta nov način čim manj moti oziroma jim čim manj spremeni obstoječe navade. Projekt je ravno toliko, rečemo temu, psihološki, kot je tehničen. Zdaj, po parih mesecih uporabe smo pravzaprav razumeli, da je ta način vožnje na nek način drugačen, da se treba, če želiš doseči neko ogljično vzdržnost, se treba prilagajati pa stvari v življenju tudi spreminjati. Glede na to, če pokrivamo dejansko tudi Jezersko in občino Tržič, kar pomeni tudi do Ljubelja, dnevno naredimo med 150 in 200 km. Pomisleki so bili predvsem v dosegu in pa da se bi baterija čim prej, oziroma da bi se hitro izpraznila. Na začetku moram reči, da je bilo malo slabe volje strani hišnikov, zdaj pa več ali manj ni težav. Uporablja se za kratke razdalje in tukaj je bistveno bolj fajn kot pa prejšnji kombi. Izziv je bil samo, kako bodo zaposleni reagirali, ampak tukaj smo dobili pozitivno zadevo, tako da delamo naprej še v tej smeri. Uporabljajo jih nadrejeni oziroma naši zaposleni od vseh sektorjev, se pravi od uporabnikov, kar se tiče mestnih služb, vodovod in čistilna. Tako da oni poskrbijo za vse s tem na avtomobili, kar se treba njihovega dela. Tukaj delamo tudi na tem, da bojo počasi tudi manjša dostavna vozila tovorna, že na elektriko, pa tudi večja bojo počasi prišla na tržišče in tudi k nam. Gorenjska vemo, da je zelo razgibana, zato smo bili zelo presenečeni nad električnimi vozili, ki dejansko so kos vsaki nalogi, ki jo lahko izvajamo. Tudi fantje in dekleta so zadovoljni s tem avtom in zelo veseli ga, zelo radi ga uporabljajo. Mi se že kar nekaj časa prizadevamo, da bi tudi lastno elektrarno imeli. Mislim, lastno, da bi streho namenili temu. In mislim, da je to samo en korak. Slej ko prej bi se za to odločili, če bi imeli možnost. No, zdaj, ko poznamo prvi korak, pa nas seveda zanima, kako bodo stvari tekle naprej. Kakšna bo torej mobilnost v središču Kranja leta 2030? Izziv je gotovo civilna zaščita zaradi njihovih specifičnih potreb, se pravi štirikolesni pogon, da se ne obremenjuje z dosegom. Razmišljamo o gasilski službi, kako bi lahko približali električna vozila njihovim potrebam, ne za intervencijske namene, seveda, ampak za ostale. Računamo pa, da v bodoče, ko se bo kljub vsemu ta ponudba električnih vozil na trgu še povečevala, da bomo lahko te potrebe še bolj pokrivali. V Kranju se doseljuje veliko ljudi, predvsem tudi iz Ljubljane. Tako rekoč smo urbano središče v naravi in jaz sem prepričan, da bo Kranj še naprej ena vodilnih občin v Sloveniji glede tega razvoja. Mislim, da bo zelo hitro, če nam uspe, ko nam uspe premakniti avtobusno postajo iz središča na železniško postajo, potem ni več zavor, da dejansko omejimo prevoz znotraj Kranja samo na električna vozila. Kdaj bo središče Kranja zaprto za dizle? Jaz mislim, da je to stvar leta 2026. V avtomobilnosti večkrat povemo, da se največ inovativnih, drznih, novih, trajnostno-mobilnostnih konceptov zgodi in udejanji v mestih
in ne na velikih državnih nacionalnih ravneh. Primere dobrih praks najdemo v številnih evropskih mestih in to zelo različno velikih, pa tudi v Sloveniji. Razumljivo je, da se lahko občina, če se za to odloči, tak projekt spelje veliko hitreje, saj so vsi vzvodi za to, da ga spravi v življenje v njenih rokah. Podatek, da v občini velikosti Kranja vsa vozila, ki so tako ali drugače v upravljanju občine, na leto prevozijo 1,7 milijona kilometrov, je zanimiv sam po sebi. Ampak za rešitev enačbe, kaj šele problema, ta podatek sam po sebi še ni dovolj. Dodati mu moramo vsaj še število avtomobilov, ki te prevožene kilometre na leto pravzaprav ustvarijo, in še bolj pomemben podatek, koliko časa ti avtomobili stojijo. Potem smo bliže odgovoru na vprašanje, koliko ljudi lahko en avto souporablja. Ampak pozor, deljena mobilnost ne deluje vselej in povsod. Ni moč prenesti iz enega modela v drugega in preprosto upati, da bo uspel. Največ možnosti ima, da uspe tam, kjer je en upravljalec velikega števila avtomobilov. Občine so recimo zelo zanimiv ekosistem za uveljavitev take deljene mobilnosti, pa recimo velika podjetja. Na test zapeljemo Mercedes EQA, na prvo vožnjo pa Dacia Jogger. Spoznali pa bomo tudi velikega in malega Volkswagna. Vas zanima, kdo sta? Nič lažjega. Ostanite z nami. Toyota ni samo sinonim za hibridne avtomobile, o katerih v zadnjem času največ govorimo, ampak tudi za izjemno zmogljive terenske avtomobile. Dovolj je, da rečemo Land Cruiser ali v Evropi Prado. No, in ko združimo baterijske sklope in poznavanje elektromotorjev skupaj s štirikolesnim pogonom, potem pridemo do nove Toyote BZ4X, ki je električna, terenska in poglejte si prispevek, kjer boste videli, da gre tudi po vodi. To je Jezus. Tesla svoje kupce vabi s tem, da njeni avtomobili pospešijo ekspresno električno hitro. No, Toyota je ubrala drugačen pristop. Pri svojem prvem 100% izključno električnem baterijskem avtomobilu je dala jasno sporočilo, da je tudi ta električni družinski SUV pravi terenec. Seveda apeliramo, naj lastniki uporabljajo te terenske sposobnosti spoštljivo do narave, samo tam, kjer je to dovoljeno in pa prijazno do narave. Hkrati seveda namigujemo na to, da tudi v Sloveniji potrebujemo takšne terenske poligone, kakršen je recimo ta tu v Pirenejih, ki je v lasti 4-kratnega prvaka Dakarja. When you have an electric motor with this instant torque, you can control the power distribution much easier. They can work more precise, more exact, so it's easier to distribute the power, and especially in the Beetle 4X, where we have one motor in the rear and one motor in the front. These engines can work independently. You can use and benefit of this active system much easier and better, make it less dramatic, if you say so. Torej, tokratna poanta je v bolj zanesljivi kontroli vožnje po terenu, v elektronski kontroli. Ta je že nekaj časa temelj zmogljivih terencev današnje dobe, tudi tistih s klasičnimi termičnimi motorji. Seveda moderni terenci se spuščajo po spolzki strmini samodejno, zanesljivo, brez možnosti, da bi voznik recimo svojo pretežko nogo naredil napako, zaradi katere bi avto nekontrolirano zdrsnil iz pravilne linije. Moderni terenski avtomobili se tudi vzpenjajo samodejno. Vozniku ni treba več pritiskati na desno stopalko, avto zna samodejno pravilno dozirati, koliko moči mora na kolesa, da se ta ne zavrtijo v prazno. Predvsem pa, da se avto zaradi voznikovega neobčutka slučajno ne bi ustavil takrat, ko bi moral plezati. In moderni terenci zmorejo tudi broditi po globoki vodi. To pa zna tudi električni BZ4X. Nismo šli do skrajne meje zmogljivosti, ta je na polovici metra, a tudi zgolj 30 cm globoka luža je poskrbela, da je BZ4X svoje baterije popolnoma potopil v vodo, brez težav. Ampak še enkrat,
Poanta je v elektronskem nadzoru. V primeru BZ4X se imenuje X-Mode. In the X mode, you have two levels. You can first choose snow or dirt, which is like more for a gravel road that optimize the power distribution and how the four-wheel drive is working. And then you have deep snow and mud, which we have tested here today, which allows much more wheel spin, gets more traction when it's really, really slippery. We will approach slowly inside the mud. We will stop the momentum so we don't have any benefit of the movement, and we will leave the mode act by itself. Go ahead, accelerate. No, skušnjava je vsekakor bila prevelika. No, dejstvo je, da sta terensko plat tega BZ4X skupaj zasnovala Toyota in Subaru. Obe znamki sta seveda izredno sloviti, ko gre za terensko vožnjo. Ampak ne gre samo tukaj za takšno terensko zabavo, kot jo imamo danes. Gre tudi za potrebo, ki jo imajo lastniki električnih avtomobilov, recimo v snegu. Ne moremo se izbiti iz glave vožnje po sveže zasneženi rogli z električnim terencem, samo zadnjim pogonom in brez kakršnekoli možnosti nadzora pogona. Za vsako figo smo takrat obstali v snegu. No, slišimo, da so že na vidiku izboljšave, pa tudi mnogi novi, zgolj dvokolesno gnani električni avti že danes ponujajo programe za sneg. Vsekakor pa omenjena izkušnja svetuje pozornost pri izbiri. Ampak kakorkoli, glede dosega je recimo BZ4X podoben aktualnim družinskim električnim SUV-jem, tudi glede prostornosti pa pospeškov, ampak o tem bomo v prihodnjih mesecih, ko bo BZ4X bližje prihodu na naše ceste. Ko sem se pred več kot 3 leti na eni izmed Mercedesovih predstavitev pogovarjal z Robertom Lešnikom, Slovencem, ki že leta uspešno vodi njihovo oblikovalsko ekipo, mi je navdušeno dejal: počakaj, da vidiš naše električne avtomobile. Že takrat so jih imeli namreč večino narejenih in kot je dejal Robert, z njimi se ne bo začela zgolj brezemisijska vožnja, temveč se je z njimi začela tudi nova oblika Mercedesovih zvezd. Mercedesove električne zvezde so končno na zemlji. In prav je, da začnemo na začetku, torej z njihovim najmanjšim modelom EQA. Vseeno pri Mercedesu pravijo, da je takoj prepoznavni član družine EQ, za kar imajo zasluge značilna črna maska, modri elementi v žarometih in svetlobnim LED trakom povezani zadnji luči. Električni motor ponuja 140 kW, kar zadostuje, da EQA z mesta do 100 km/h pospeši v 8,9 sekunde, največja hitrost pa je elektronsko omejena na 160 km/h. A bolj kot podatki o zmogljivostih so za večino uporabnikov pomembni podatki baterije. Visokonapetostna litij-ionska baterija je spravljena pod potniško kabino na sredini avtomobila in ponuja kapaciteto 66,5 kWh. V idealnih pogojih lahko to zadostuje za doseg do 415 km, seveda pa je to odvisno tudi od zunanjih temperatur. Po zimi temperature pod lediščem krepko zarežejo v zmogljivost baterije, zato je doseg prej dobrih 300 kot pa 400 km. Pri Volkswagenu pravijo, da je postal rockstar med kompaktnimi SUV-ji. No, mi ne bomo sodili o tem, ali je to res kakšna avtomobilska zvezda, lahko pa brez dvoma potrdimo, da je T-Roc danes eden najpomembnejših členov Volkswagenove ponudbe. 4 leta in več kot 1 milijon prodanih vozil kasneje je napočil čas, da ga v Sloveniji pozdravimo v prenovljeni izvedbi. No, za začetek pa poslušajmo, kaj je botrovalo uspešni zgodbi T-Roca v Sloveniji.
ta segment, ta velikost avtomobila kot SUV je dejansko najbolj priljubljena v Sloveniji in mislim, da s tem T-Rockom smo dejansko zadeli okus kupcev. Je takoj za Golfom bil najbolj uspešen model, sploh za individualne kupce. Da bi ohranil svojo uspešnost, mora T-Roc ostati oblikovno privlačen in svež. Najpomembnejše vidne novosti prinaša prednji del avtomobila. Tu so nova maska, nov LED svetlobni podpis, novi pa so tudi žarometi, ki so serijsko v LED tehnologiji, opcijsko pa so lahko tudi matrični. Klasični družinski enoprostorci, kot je na primer Volkswagenov Charan, so skoraj popolnoma izumrli. No, na drugi strani pa niso izumrle potrebe velikih družin. Pri Volkswagenu so se odločili poiskati rešitev. Vzeli so multivana, ga odcepili od transporterjeve družine, ga nekoliko pomanjšali, ga naredili nekoliko bolj avtomobilskega, mu vgradili nove pogone in ta multivan je zdaj pripeljal v Slovenijo. Multivan bo odslej torej zavzel tudi mesto Charana. Od njega je sicer nekoliko daljši, ampak ta avto je bil zasnovan tudi z mislijo na preprosto uporabo v vsakdanjem mestnem prometu. Avto je večji od Charana, ampak ne presega nekih gabaritov, ki smo jih vajeni pri vozilih v B-segmentu. Avto je dejansko samo višji. Po silhueti izgleda seveda dosti večji, ampak mere, kar se tiče parkiranja, vožnje po mestnih središčih in tako naprej, niso nič nekaj neobičajnega. Značilnost novega multivana je močno prilagodljiva notranjost. In zelo pomembno je, da je to notranjost preprosto prilagajati. Predvsem, da teh sedežev ni pretežko premikati ali odstranjevati in da to lahko naredi ena sama oseba. Druga dodatna lastnost je pa ta, da trojne klopi ni več in so tudi v zadnji vrsti 3 posamični sedeži, ki ravno tako omogočajo premikanje po prostoru. Popolnoma nova je sredinska mizica, ki se lahko uporabi kot sredinska konzola v vozniškem prostoru. V potniški kabini je tako precej podobno kot v ostalih Volkswagenovih avtomobilih zadnje generacije. Tudi ročni menjalniki so se poslovili in ne nazadnje na voljo imamo najnaprednejše asistenčne sisteme tega proizvajalca, med drugim tudi matrične žaromete. Well, I missed the kick in the big game, failed my driving test, misspelled my ex-girlfriend's name on the tattoo on my chest, 'cause I can't do nothing right. Dačiji lahko čestitamo, da svoje kritike posluša in upošteva. Bil je namreč lođi, škatlast, neatraktiven enoprostorec s slabimi voznimi lastnosti. Ampak popravni izpit je zdaj opravljen. Ime mu je Jogger. You know, the family, traditional family, were expecting roominess, big cargo, but now they want more than that. They want also an attractive car. And as well, this car can follow all the leisure activities that the new families have. For example, you have here the smart roof bar that can be longitudinal and lateral. You can put easily your stuff on the roof. You have a big boot in order to put your bicycles or whatever, let's say, outdoor sport you're doing. It's really a unique offer. That's why, obviously, we can put that in station wagon, but it's much more than that. So we will pick, let's say, several customers from many parts of the market. This is really a unique offer. Jogger is really a unique offer. 3/4 dačinih kupcev izbere najbogatejše opremljene verzije, tudi najbolj našminkane verzije. Pri Sanderu to recimo predstavlja Stepway. Pri Joggerju pa Stepwaya ni. The Jogger is a Stepway native. We took the big wheels, the side protection, the ground clearance. So the car is already, let's say, outdoor, already Stepway in the, let's say, technical ingredient. But we expect that this version Extreme, at least at the beginning, will be the best seller. We did a specific color, some deco parts, and this is really nice, really attractive. So we expect a big mix, a big choice of our customer with this variant. Stepway pomeni, da je dvignen tal, ampak od oznake Extreme bi si pa vendarle lahko obetali še kaj več, a ne? Yes, this is a nice question. To some extent, what we say is that the outdoor here is kind of soft outdoors. The Jogger will not fit with 4x4, but we think that already with the ground clearance, the big wheels,
we can do outdoor activities and go to countryside, let's say, roads. Po prvih kilometrih ocenjujemo, da je joggerjev najšibkejši člen motor, dobesedno najšibkejši, kajti avto je velik, osnovni LPG motor pa šibek, ravno tako litrska turboverzija. Ampak nekaj se obeta. We are preparing a surprise for beginning of 2023 with a hybrid offer that will come into this car, and it will be both hybrid and automatic transmission at the same time. Kaj pa elektrika? Not fully electric, because we have here, let's say, some customers that are willing to have sufficiently polyvalent car in order to do long journey. You can imagine 7 people, you can have, let's say, bicycles to carry, and so you go long way to the holidays. So this is clearly not for the time being the purpose for the electric cars, but hybrid will be decently, let's say, offering a good level of CO2 and fuel efficiency, as well as, let's say, polyvalence to every usage. Torej pri Dačiji o modernih električnih pogonih razmišljajo zdravo pametjo. Ta električne pogone ne zavrača a priori, a meni, da so primerni kvečjemu za mali mestni avto, naprimer za Springa. A po drugi strani so pri tem izredno težko pričakovanem in zaželenem električnem malčku za evropske kriterije vendarle pretiravali s pojmovanjem, kaj je tisto osnovno, kar vozniki hočemo od avtomobila. Tudi v naslednji oddaji pa vam predstavimo, če lahko tako rečem, denarnici in družini prijazen avtomobil. V prihodnji oddaji torej ostajamo v družbi družinskih multipraktikov, ki pa zanimivo, da kljub temu, da so cenovno zelo dostopni, v vožnjem smislu vedno bolj avtomobilski in glede prostora vsekakor zelo multipraktično družinsko naravnani, pa jih je na trgu vendarle vedno manj. No, v naslednji oddaji bomo v Mercedes Citan namestili 3 otroške sedeže z Isofixom in ugotovili, zakaj reklamo zanj dela MacGyver? Ker če lahko on iz 60 cm črne žice in enega švicarskega noža naredi bombo, pozabil si še 3 paradižnike. No, ne pozabite na naslednji četrtek, ko bomo spet z vami. Gledajte nas po televiziji ali na zamik in pa spremljajte naše vsebine na družbenih omrežjih. Srečno!